drage učenke in dragi učenci, dijakinje in dijaki. Malo pa tudi vsi vaši starši, skrbniki, sopotniki in podporniki. Dragi vsi. Niti v najbolj drznih sanjah si ob začetku letošnjega šolskega leta nihče med nami ni predstavljal, da je mogoče tako na hitro in kar čez noč izvesti takšno izjemno preizkušnjo, poimenovano izobraževanje na daljavo. V mojih mladostnih časih bi rekli, da bi še veleumni profesor Baltazar za hip ostal brez besede. Da, z veliko pomočjo do zdajšnjega brezbrižja in gledanja samo na svoje potrebe nam je ljudem mati narava tokrat s pojavom še neobvladljivega koronavirusa in epidemije COVID-19 pokazala, kdo ima na našem svetu prvo in zadnjo besedo. Ne ljudje, narava jo ima. Toda, z velikim spoštovanjem, vestnim, odgovornim vedenjem ter predanim trudom in učenjem ste naši ljubi naravi sporočili, da vi se pa ne želite ustaviti, da tega ne morete, nočete storiti, saj še ves svet, celo življenje pred vami, da veste, da se morate učiti naprej in da tudi veste, kako to izvesti. Da vam en nadležni virus pač ne sme pokvariti vseh vaših načrtov. In to v teh nenavadnih časih dokazujete vsak dan, vsak teden, že 2 meseca. Dokazujete svojim učiteljem, nam staršem, dokazujete vsem, celi družbi. Nam, ta starim, odpirate vrata v nove svetove, v vaš jutrišnji dan, ki ga poznate in obvladate bolje od večine nas. Prav zdaj ste nam pokazali razumeti, kako in zakaj so res pomembni tudi računalniki, pametni telefoni, svetovni splet. Mi smo bili namreč ves čas do tega dneva prepričani, da jih znate uporabljati samo za igrice in neumnosti. Kakšna napaka! Brez posebnih besednih razlag nam zdaj dokazujete, da vam prav te komunikacijske zmogljivosti pomagajo, da se lahko učite naprej. In potrdimo lahko, da so v tem času to nujni pripomočki, ter da se vaš svet ne bo in ne more ustaviti. Svet, v katerem vas čaka še toliko lepega in dobrega, vaši prijatelji, skupna druženja, prve ljubezni, veliki podvigi. In tako greste naprej, z nami vsemi greste naprej. Nekateri od vas boste šli v ponedeljek nazaj v šole, večina pa samo nazaj za domačo mizo in k računalniku. Vsi pa boste delali, se učili, zaključevali ocene ter se veselili zasluženih in dolgih poletnih počitnic, ki so pred vami. Časa, ko bo vse bolj toplo sonce prineslo veliko D-vitamina in močnejše UV-žarke, ki so vsi veliki naravni bojevniki proti koronavirusni nadlogi. Časa, ko bomo našli tudi način, da boste lahko v šole znova varno prišli prav vsi. Vi pa niti za hip ne pozabite, da ste skupaj s svojimi učitelji in starši postali največji zmagovalci. Zmagovalci znanja, zmagovalci tega in prihodnjega časa. Hvala, ker ste pogostokrat v teh časih bolj potrpežljivi, bolj razumevajoči, bolj pogumni in hkrati tudi bolj strpni in prijazni, kot smo mi starejši. Hvala, ker ste nam za zgled, da se ne smemo predati ob nepoznanih okoliščinah, ampak se moramo prilagoditi in iti naprej. Hvala, ker ste postali tudi naši učitelji življenja. In hvala, ker veste, da je učenje, od kjerkoli že vam je ta čas podano, edina prava odločitev. Ponosni smo na vas. Tako zelo, zelo ponosni. Znašli ste se, opravili ste veliko delo. Kaj točno nam bo prinesla prihodnost, seveda ne moremo vedeti. Vemo pa,
da je prihodnost slehernega izmed nas odvisna od tega, kar vemo, kar znamo. Zdržite še malo, čisto malo. Srečno, zdravo, uspešno in srčno na najboljši način zaključite svoje šolske obveznosti. In ne pozabite, vsi smo z vami, vsak trenutek smo vaši največji navijači. Dokler se ne vidimo v živo v vaših šolah, vam pošiljam samo en velik virtualni objem. Imejte se radi, spoštujte svoje starše ter učitelje in profesorje ter jim pomagajte, ker veste, tudi njim v tem času pogosto ni lahko. Predvsem pa gojite svoje znanje in pazite nanj kot na punčico svojega očesa. Srečno!